Lepe slovenske hiše niso samo v Sloveniji. Slovenskim lastnikom in slovenskemu arhitektu smo sledili čez mejo v hrvaško Istro, kjer stoji ne samo lepa hiša, ampak hiša polna zgodb, polna duha. S toliko vsebine, da je dobila celo knjigo. Tisk kot stavba je na nas naredila le ena nepremičnina. Prišli smo v dežju, a nas je hiša vedro pozdravila z lepim zunanjim stopniščem, cisterno in s štirno šapo, natančno izrezano iz enega kosa kamna. Imela je 3 nadstropja in bi lahko prenočila celo divizijo. Sobe, bolj sobane, so bile pobarvane sinje modro. Tudi okna, vrata in vzidane omare so bile v modrih odtenkih. Leseni podi velikih razsežnosti so vibrirali pod nogami. Imelo nas je, da bi se zavrteli, se potem posedli za veliko mizo in natočili kozarce. Izbrati hišo, ki naj postane vaš drugi dom, ni preprosto. Zakonca Jelka in Mirko Vintar iz Ljubljane sta jo dolgo iskala in jo našla sredi hrvaške Istre. To hišo sem jaz videla na internetu takoj. Ampak seveda vsi kriteriji, po katerih smo mi takrat izbirali neko staro hišo, niso bili prisotni. Bila je daleč od morja, bila je neskončno daleč od Slovenije, se nam je zdelo tisti hip, seveda ne. Bila je prevelika, ker midva sva pravzaprav želela nekaj majhnega. Skratka, imela je polno nekih stvari, ampak kot stavba me je pa res prepričala. In potem, ko smo si ogledali, ne vem, nekih 60 drugih lokacij, nekako smo pozabili potem na vse to, česar tukaj ni. Ampak hkrati odkrili marsikaj, kar pa tukaj je. Ampak jaz v sebi sem bila odločena, da se bom borila zanjo in sem si jo priborila. Če greva čisto na prvi korak, ko ste prvič prišli z investitorjem sem, kaj ste začutili, kako ste videli možnosti? Hiša je bila zapuščena kot kmetija, ki se je nihče več ni dotikal. Se pravi, več ali manj je bila prepuščena propadu in zaraščena, načeta od dežja, se pravi, streha je imela nekaj lukenj, se pravi, leseni deli so bili več ali manj mokri. Torej, zidovje je bilo pa, seveda, ponosno stalo pač v vsej svoji debelini. Prispevek o istrski hiši zakoncev Vintar smo začeli z odlomkom iz knjige, ki sta jo v hiši napisala solastnica gospa Jelka Vintar in arhitekt Dimitrij Jeraj. V njej je arhitekt uporabil zanimivo oznako za posebnost te stavbe – ladijskost. Kako naj to razumemo? V resnici to pač pomeni neka prostornost. Neka prostornost, konkretno v tem primeru pa pomeni tudi malce, kako bi rekel, metafora za življenje, način življenja, življenjski slog investitorjev, ki so veliko prepluli. Šlo je pravzaprav za to, da bi ta lokacija ali ta stavba kar naprej ti dajala neko možnost za različne aktivnosti. In to sem tukaj videla. In to, kar je arhitekt prej omenjal kot ladijskost in to krožno prehajanje po hiši, to meni ogromen pomen, ker nikoli nikamor ne prideš v nek prostor, da ne bi šel naprej po tej poti in skratka, dinamična mi je, dinamična v vsem. Kot stavba sama in kot to, da ima 2 vrtova, da je povezana da skozi hišo hodiš na enega ali drugega, da je tukaj toliko možnosti za najrazličnejša aromatična zelišča, rastline, rože, ki jih prej ni bilo. Celovit vtis po prenovi je prostornost in pretočnost ter zadržan mediteranski značaj interierja. A ne le to. Arhitektu je uspelo s projektom podati najlepši odgovor naročnikoma jadralcema – hiša kot ladja. Iz 1000 ton kamenja je naredil hišo, ki deluje lahkotno in je dinamična kot jadrnica. Vstavil je kovinsko leseno etažno konstrukcijo in strešno konstrukcijo, ki spominja na rebra lesene ladje. Ves tloris pritličja in etaže je povezan z 2 stopniščema, kar je pravzaprav ideja palobe.
po kateri se lahko krožno sprehajaš od premca do krme in nato skozi obe etaži vsadil os, dimnik, ki je pravzaprav jambor, voluminoznost ostrešja pa kot napeto jadro. Knjiga o tej hiši, iz katere smo slišali odlomek, je nastala, ker je hiša polna zgodb. Šola je bila tako organizirana. Namreč avstrijski standardi, takrat, ko je šola nastala, konec 19. stoletja oziroma ta se je odprla 1906, takrat so iskali stavbo po vaseh, ki bi bila za šolo primerna. In določila so bila naslednja. Morala je biti nekako izolirana od drugih hiš, torej ne del neke druge stavbe, ampak nekje na koncu vasi, da bojo otroci na nekoliko vzvišenem terenu, je pisalo, najbrž zaradi vlage. Morala je imeti prostore, ki so bili 12 čevljev visoki, morala je imeti 6 oken, na vsako stran 3 ogromna okna, zaradi svetlobe seveda. Ta šola je bila sploh posebna, ker je imela celo pečko, tako lito železno pečko, ki jo moram še restavrirati. To je kar lepa štirna, ker z večinoma vasi teh štirn recimo 100 let nazaj skoraj niso imele. To je bilo že tako drag poseg, ker je moralo biti zgrajeno iz rezanega kamna. Škure. Po slovensko polkna. Istrske podeželske hiše imajo tradicionalno malo oken, saj je mediteranska svetloba žareča in utrudljiva. Že majhna odprtina prepušča dovolj svetlobe za preprosta opravila. Masivne lesene škure so kot veke na očeh hiše. Ko jih zjutraj odsunem, se zlije v notranjost svetloba in svežina jutra. Hiša s tako bogato vsebino in skladno formo lahko nastane le takrat, ko naročnik in arhitekt prisluhneta drug drugemu in tako spodbudita ustvarjalnost. Mučil bi se s tem, ne? Skratka, prepuščam se toku ustvarjalnega procesa in dejansko se tako zgodi, da te potem rešitve presenetijo. Ja? Pravzaprav skoraj vse, no? Od investitorja do mene, no? Jaz tudi poskrbim, ja, da me preseneti. Hiša ima neko posebno dimenzijo, sva modrovala z arhitektom, ki jo vsi obiskovalci pa še posebej občutijo kot harmonijo svetlobe, geometrije, materialov in duhovne živosti. Ima zanimivo poreklo in izročilo, ki se je spojilo z našo notranjo energijo. Stoji na robu vasi, vendar v bližini žive kmetije s številnimi domačimi živalmi, osli, konji, kravami. Je kamnita in težka, a vendar lahkotna, dinamična in ukrepna, odzivna in sočutna. Je nova, a vendar že od nekdaj naša.